17.5.11 po kristjanskem koledarju 2011, Toš direkt, tokratna tema stigmatiziranje. Lokacija Republika Slovenija, Štajerska, mestna občina Ptuj, mesto Ptuj, cerkev Sveti Rok. Spoštovano občestvo, pomembno je spregovoriti o pojavu, ki se imenuje stigmatiziranje, in zato je zelo dobro bilo izbrati tole mesto oziroma pozicijo, ki je lahko zelo efektivna metapozicija mestu Ptuj. Tukaj med drevesi se vidi Ptujski grad, tukaj se pa vidi cerkev Sveti Rok. Torej, v spletu je možno opaziti, da se v Sloveniji zelo intenzivno razpasuje tako imenovani sovražni govor, da se retorika spušča na nizkotne nivoje, obračunavanja so kot neke bitke in da družba na mestu sodelovanja v določeni meri oziroma določene skupine družbe na mestu k sodelovanju težijo v konfliktu, skladno z demokratičnimi načeli levice in desnice. Če nisi naš, tudi ko pravilno misliš, te ne podpremo. No in tokratna tema stigmatiziranje se nanaša na to, kako lahko družba z brutalno rečemo temu kar z brutalnim kompletom dejanj človeka marginalizira, ga porine na rob, ga izloči, ne da bi se predtem intenzivno pozanimala oziroma v zadostni meri, ali je človek za družbo koristen ali škodljiv. Meni se je denimo zgodilo, da sem po prometnih nezgodah bil stigmatiziran in ravno 17.5.2004 sem končal zdravljenje. Zatem sem pa kot novinar in tudi kot vodja raziskovalne agencije, takrat, ko je bil vstop v Evropsko unijo svež, raziskoval kriminalne mahinacije in tudi zaradi tega zapadel v kolo stigmatiziranja. Na podlagi lastnih izkušenj povem, da je to nekaj, kar je lahko pod pogoji zelo škodljivo in da je to lahko aparat, ki človeka, ki se na to ne zna pripraviti in odzvati, uniči. Denimo v mojem primeru se potem ta stigmatiziranje nadaljevalo s tisto medijsko gonjo v zvezi s Smučarsko zvezo in tako naprej. Kar mi je pa ravno danes bilo zelo smešno, ko sem v spletu prebral, kako so smučari sedaj ugotovili, da pa Smučarska zveza ne posluje po nekih zdravih načelih. Jaz sem to dejal že 5 let nazaj in takrat sem zato prejel marsikatero pikro besedo, celo pisanje v časopisih. Danes je pa jasno, da sem tudi takrat imel prav in na podlagi tega tudi trdim, da je zelo pomembno se zavedati, koliko je homogena družba pomembna in sedaj to neka obračunavanja, komunist, socialist, nekomunist, črni, beli, domobranec, to je vse na neki bolestni, bolani osnovi in če se želi družba izviti iz nekega kolesja uničenja, mora prenehati najprej z destruktivnim početjem izgrajevanja oziroma rušenja družbe. Ker tako se ne pride do cilja, ki bi naj bil blaginja. No in da strnem misli v zaključku tega direkta, metapozicija, kot rečeno, opazovanje od zunaj. Mesto Ptuj, ki bo prihodnje leto partner v projektu Kulturna prestolnica Evrope, ima zelo nabit ta, bi temu rekel, kulturni element ogovarjanja, favšije po štajersko, škodoželjnosti in sam vidim, da mesto, ki bi lahko potencialno bilo tako lepo, zaradi tega v razvoju stagnira oziroma se razvija pogojno tudi regresivno, ravno iz opazovanja metapozicije tega mesta, ki bi v neki
zdravorazumski družbi bilo biser, obstaja neizkoriščen potencial in to je v veliki meri zaradi škodoželjnosti. Eni drugim, prvi drugim, drugi prvim in dokler se stigmatiziranje z namenom, da se nekoga onemogoči in se potem doseže neka satisfakcija, dokler se to ne odpravi, tako dolgo se kolesje razvoja ne bo vrtelo zadosti hitro in tudi ne v pravo smer. Stigmatiziranje v slabšalnem pomenu je treba znati prestopiti, treba je znati doumeti, se poučiti tudi, kaj so to pojmi kolektivno nezavedno, treba je znati doumeti, da je družba močna in napredna samo takrat, ko je koherentna, povezana, ko zanima ljudi, kaj je nekdo naredil, da je uspešen, neko jih zanima, kako bi mu uničili uspeh. Treba je prestopiti na ta nivo, ko se to dojame in takrat se lahko tudi razvija, kajti če se bo to še predolgo nadaljevalo, tako kot se škodoželjnostjo bo na koncu tujec, gospodar tukaj, kjer živijo domačini in tega si verjetno ne želi. Tudi tisti neki stigmatizira. Zato je pravilo, najprej poglej v zrcalo, oceni tisto, kaj je na tebi, v tebi, potem se pa vprašaj, koliko zdrave etike in morale je v tem, da drugemu z napačnim in sovražnim ogovarjanjem želiš slabo. V tem ni zdrave etike in morale.